Lep pozdrav, Mihael, sem z vami. Danes se vam javljam iz Bleda, iz slovenskega ponosa. Imam en opravek na Bledu in sem zelo skočil do jezera in se bom malo s temi racami pogovoril. Malo bom naredil eno mini meditacijo z vodo, se nadihal zraka, zaradi tega, ker Blejsko jezero in Bohinjsko jezero seveda je nastala. Ta čista jezera v Sloveniji imajo res močen energijski naboj, ki nas lahko zelo podprejo, nas čustveno še bolj stabilizirajo, sprožijo zdravilne procese v našem telesu in vse te čudovite stvari. Tako da vedno, ko imate možnost biti ob vodi, pejte ob vodo, vdihnite njeno energijo, dotaknite se je. Voda je očiščevalna energija planeta Zemlja in lahko zelo močno vam pomaga ali težke energije iz telesa odpraviti, ali kakšne negativne miselne energije, čustvene energije, ki se vam zastanejo v fizičnem telesu, to lahko voda vse odplavi, če znate delati z njo. Tudi dovolj je, da greste ob vodo, se, dotaknete, date roko noter ali se posedete na njen breg in začnete dihati njeno zavest in si predstavljate, kako teče po vašem telesu. Zdaj pa tisti, ki ste doma na drugih koncih Slovenije in ne morete fizično na Bled priti, lahko to naredite nadaljavo. Voda ima eno fantastično lastnost in to je, da njeno zavest deluje nadaljavo. Mi se lahko astralno, eterično povežemo z vodo. To se pravi, iz cele Slovenije lahko zdaj pomislite na Blejsko jezero, zaprete oči, greste v meditacijo z Blejskim jezerem in dejansko pridete v neposreden stik z njegovo energijo. Ne rabite biti fizično tukaj. In to naravno sposobnost povezovanja nadaljavo imajo vsi elementali, ne samo voda, tudi zrak, tudi ogenj, tudi zemlja. Ampak jaz govorim o vodi, ker sem ravno kar pri jezeru. Še ena struktura, še ena bitja imajo tudi možnost dela nadaljavo in to so kristali. Vedno, ko mi delamo s kristali, vsi veste, da imajo kristali ful močne zdravilne energije, s katerimi lahko podpremo svoje čustva, svoje misli, svoje telo. In velikokrat ljudje mislijo, da rabiš ti imeti kristal fizično v roki. No, fajn je, da ga imaš, ne, da ga lahko pa položiš na telo in delaš z njim. Ampak nimajo vsi ljudje spet dostopa do kristalov, niti nimajo vsi ljudje kristalov, oziroma tistih kristalov, ki hočejo imeti. Tako da s temi kristali lahko ljudje isto delamo nadaljavo. Kristaloterapija nadaljavo je nekaj, kar nam je tudi vesolje omogočilo. In prvič v našem duhovnem ateljeju bom imel 9. februarja kristaloterapijo nadaljavo, na kateri se boste vsi priključili na kristalne energije in nadaljavo podprli tisto, kar vi rabite podpreti pri svojem telesu, ali čustveno, ali miselno, ali fizično. In to je prvič, da bom delal z vami, naučil vas bom kristaloterapijo delati, kako lahko delate doma zase, kako jo lahko naredite svojim bližnjim, naučil vas bom odpreti kristalni portal in imeli se bomo fantastično lepo. In spletni dogodek kristaloterapija nadaljavo bo 9. februarja, več informacij o njem, oziroma možnost prijave na ta dogodek najdeš na naši spletni strani www.potovanjeduše.si. Zdaj grem pa jaz narediti eno mini meditacijo, s temi racami se grem malo pogovoriti in se veselim, da se vidimo. Čau!